Število uporabnikov telekomunikacijskih tehnologij med starejšo populacijo vse bolj raste. Računalniki, internet, tablice in pametni telefoni za generacijo nad 65 letom očitno niso več takšen bavbav. Zadnje raziskave kažejo, da že kar 35% upokojencev aktivno uporablja spletna družabna omrežja. Pri vsem tem je najbolj fascinantno prav to, da ljudje, ki so še včeraj polemizirali o partizanih in domobrancih, danes veselo debatirajo o Instagramu, Twitterju, Facebooku in pornografiji. Gospod Stanovnik, vi ste na Twitterju in Instagramu, malo ljudi ve, da se skrivate pod psevdonimom Tine v bistvu. Najlepša hvala, ker ste me izdali. Veste, Tine je moje partizansko ime in z njim sem se vrsto let uspešno skrival pred okupatorjem. Vi veste, da me na Twitterju zasleduje več kot 700 ljudi, a naj grem še enkrat v ilegalo. Veste kaj, pustite na Twitter pa Instagram. Jaz sem že od samega začetka na Facebooku. Z veseljem vas spremem za prijatelja, če mi pošljete prošnjo. Veste, koliko prijateljev imam, vsi so mi zelo pri srcu, ne? Stokrat se vas dregnil. Ja, pa zakaj me sploh ne dlegujete? Veste, koliko prošenj sem vam poslal? Vam ni jasno? Nismo prijatelja, pa kaj? Lepo je rekla, pač nista frenda. Pa kaj pol? Dobro, zdaj, gospod Polič, vi ste menda veliko na Skypeu, pa po raznih erotičnih chat kanalih z lepimi puncami, ne, mislim, kako gledate na to v bistvu, ne? Ne, jaz uporabljam Snapchat. Tukaj gre za bolj opovske tematike, predvsem takšne, da ure, piljenje dlak, ki so ogromna seksualna bogatstva, virtualno nastavlja, tako da se slenim kot največji perverznež daleč naokrog, ki bi jo najrajši dvakrat mahnil po goli riti. Da, glej, drugačnega izraza ni. Tragedija teh chat kanalov je ravno v tem, da punce naletijo na psihopate, ki potem širijo moralno ogorčenje. Nastavljajo se brez, totalno brez. Tako se je rodilo tudi piratstvo. In tukaj se ne da več nič narediti. Jaz sem si zato nabavil najmočnejšo protivirusno zaščito in nimam nobenih problemov, ko naletim na kakvo porno vsebino. Pornografske strani nimajo zveze z zaščito. Kadarkoli odprem kako spletno stran, mi vedno ponujajo piškote, pa še nobenega nisem vzel. Me pa zanima, če so polnozrnati in kdo jih peče. No dobro, gospod Svetlana, bajega vi skrivate, ne? Ja, tako. Nič ga ne skrivam. Evo, ta piškotek. A ga lahko pojem? Seveda.